Odnosi starši. Sprejmimo svoje starše prav takšne, kakršni so, ter jih ne obsojajmo in ne spreminjajmo. Naučimo se jih sprejeti take, kot so. Vsak starš je globoko v sebi prepričan, da dela najbolje, kot zna, ter da se trudi po svojih najboljših močeh. Zavedajmo se, da vsi mi delamo napake. Nihče izmed nas ni popoln. Napake so pa zato, da se iz njih učimo ter rastemo na svoji življenjski poti. Naši odnosi s starši so lahko različni. Včasih so prijetni, lepi in mirni, mnogokrat pa žal tudi ne. Vsi mi pa bi si želeli, da bi imeli kar najboljše in najbolj prijetne odnose s svojimi starši, ter da bi lahko živeli v miru in harmoniji. Svoje starše poskušajmo sprejeti takšne, kot so, z vsemi napakami in pomanjkljivostmi vred. Nihče od nas ni brez napak. Nikakor nimamo pravice, da bi jih spreminjali, še manj pa, da bi sodili. Resnica je, da so to naši starši in jih kot takšne tudi sprejmimo. To nikakor ne pomeni, da opravičujemo njihova dejanja ter da jih odobravamo. Ne, to preprosto pomeni, da jih le sprejemamo, saj se zavedamo, da vsak človek deluje iz sebe. Poskušajmo razumeti, da edina oseba, ki živi v strahu, oseba, ki živi v bolečini, oseba, ki je ranjena, edino takšna oseba napade. Srečna, izpolnjena in zadovoljna oseba, ki živi v miru in ljubezni, ne bo nikdar poskusila raniti druge, saj tega preprosto ne potrebuje, ker živi v svojem miru, v ljubezni in harmoniji. Oseba, ki kritizira, obsoja, sodi, napada ali kakorkoli prizadene druge osebe, dela to predvsem zaradi svoje bolečine. Zato, ker tudi sama trpi. Obrnimo se zdaj k sebi
kajti le mi smo tisti, ki si bomo dovolili, kako se bomo počutili. Bomo res dovolili, da bi drugi vplivali na nas? Bomo res dovolili, da se bomo zaradi drugih slabo počutili? Verjetno ne, saj si vsi mi želimo mir. Vsi si želimo živeti v miru in harmoniji. Nobene potrebe ni, da bi se takšnim odnosom upirali. Niti tem slabim odnosom ne dajemo prevelike pozornosti, kajti s tem dajemo le moč vsemu temu, kar nam ni všeč. In to postaja le še večje in močnejše. Mi pa posledično zaradi tega le še bolj in bolj trpimo, ter tako mučimo sami sebe. Si res to želimo? Ko sprejmemo vse to, kar se nam dogaja, poskušajmo še vse to oprostiti. Morda bo na začetku težko, vendar poskusimo. Oprostimo svojim staršem za vse njihovo početje. Oprostimo za vse, kar nam ni bilo všeč. Oprostimo zaradi sebe in ne zaradi njih. Oprostimo zato, ker bomo s tem osvobodili sami sebe, ker se bomo zaradi tega le mi bolje počutili. To nikakor ne pomeni, da oseba, ki smo ji oprostili, zmaga. Ne, to le pomeni, da sebi podarimo mir. Mir pa je najpomembnejši. Ko bomo sami mirni, takrat bomo srečni. Kajti takrat bomo živeli v visoki vibraciji in k temu vsi težimo. Vsi mi si želimo živeti v miru in harmoniji. Oproščanje nikakor ne menja naše preteklosti, vendar menja našo sedanjost ter tudi našo prihodnost. Seveda ni lahko takšno dejanje, ker je v igri veliko čustev in vsi mi smo zelo občutljivi. Vendar, ko se bomo zavedali, da nas le oproščanje lahko osvobodi, takrat nam bo lažje to storiti. Zavedajmo se, da s tem, ko živimo v zameri, sovraštvu, maščevanju, s tem škodujemo le sebi ter nikomur drugemu.
Zavedajmo se, da vsaka oseba v danem trenutku dela le najbolje, kot zna. Prav vsi mi smo zato na tem svetu, da se nenehno učimo, da nenehno rastemo ter spoznavamo nove stvari, da izkusimo nove izkušnje. Vse to pa nas dela še močnejše in še modrejše. Zato oproščajmo, oproščajmo, oproščajmo. Oproščajmo le zaradi sebe. Globoko vdihnimo ter izdihnimo. Globoko v srcu poskušajmo vsem želeti le dobro. Lahko je ljubiti in sprejeti popolno nekaj, kar nam je všeč. Velik izziv pa se je naučiti brezpogojno ljubiti ter brezpogojno sprejemati tudi stvari, ki nam niso všeč. Sprejmimo resnico, sprejmimo svoje starše ter jih ne spreminjajmo, še manj pa obsojajmo. Sprejmimo jih brezpogojno prav takšni, kot so, z vsemi svojimi napakami in slabostmi. Vse, kar se nam dogaja z razlogom. Mogoče smo prav zaradi njih mi takšni, kot smo. Saj smo se zaradi njih naučili vsega tega, kar znamo. Saj zaradi njih morda vemo, kakšni starši želimo biti mi sami, ter kakšni ne želimo biti. Svojim staršem poskušajmo iskreno oprostiti ter jim dati še drugo priložnost. Kolikor tudi tokrat spodleti, moramo vedeti, da v prvi vrsti rešujemo le sebe. Mi sami smo odgovorni le zase. Zato moramo poskrbeti predvsem za sebe, zato da preživimo. To ne pomeni, da pobegnemo, da se maščujemo, da gojimo slaba čustva, ter da obsojamo, sodimo in kritiziramo. Če bomo vse to delali, potem bomo enaki. To pa si mi ne želimo biti. Niti ne bodimo žrtev, ter se ne smilimo sami sebi. Nobene potrebe ni, da bi sami nosili vso težo tega sveta. To ni naša dolžnost.
Mi tega vsega ne potrebujemo. Zavedajmo se, kako smo pomembni. Zavedajmo se, koliko smo vredni. Mi smo tisti, ki se moramo dobro počutiti. Mi sami smo tisti, ki želimo biti srečni in svobodni. Mi smo tisti, ki želimo živeti v miru in harmoniji. Zato se moramo včasih odmakniti, preprosto zapustiti ta odnos s svojimi starši, le zato, da bi lahko rešili sami sebe. Potrebno se nam je fizično oddaljiti, da bi na ta način lahko rešili sebe. Sprejmimo sami sebe, prav take, kot smo. Kajti prav takšni, kot smo v redu. Sprejmimo tudi vse svoje napake in slabosti. Osredotočajmo se le na svojo pot in na sebe, kajti mi smo tisti, ki smo odgovorni le za sebe ter za nikogar drugega. Še bolj se zavedamo vseh svojih občutkov v sebi. Jih sprejmimo ter oproščajmo. Oprostimo za vse tisto, kar nam v naših odnosih s svojimi starši ni bilo všeč. Oprostimo vse tisto, zaradi česar smo morda trpeli, vse tisto, za kar smo se počutili slabo. Vedeti moramo, da smo mi ustvarjalci svojih občutkov, ter da smo si vse te občutke ustvarili le mi sami. Zato si zdaj ne dovolimo, da bi se to nadaljevalo. Ne dovolimo si, da nam bo še naprej hudo, da bi še naprej trpeli, da bi bili še naprej nesrečni, da bi živeli v žalosti in bolečini. Zato oproščajmo, oproščajmo, oproščajmo. Oprostimo za vse, kar ni bilo v redu. Kajti le iskreno oproščanje nam bo prineslo mir in harmonijo. Postavimo jasno mejo ter pojdimo dalje. Sebe ljubimo brezpogojno,
Ljubimo se prav takšni, kot smo. Svoje starše ljubimo brezpogojno. Ljubimo jih prav takšni, kot so. Ne bežimo od tega. Sprejmimo resnico ter to resnico objemimo z vsem svojim srcem. Ter si iskreno recimo: vse je v redu prav tako, kot je. Vse je v redu prav tako, kot je. Ko se ne bomo več osredotočali oziroma fokusirali na vse slabo, kar se nam dogaja, ko bomo preprosto vse to sprejeli, se bo po določenem času vse spremenilo. V svojem življenju ničesar ne pričakujmo ter ničesar ne obljubljajmo. Vse le preprosto prepustimo stvarniku v Božje roke in zgodilo se bo najlepše ter najboljše. Naši odnosi se bodo uredili in mi bomo zaživeli v miru, harmoniji ter svoji sreči. Vsi, prav vsi, si pa to zaslužimo. Vsi želimo živeti v miru, vsi želimo živeti v harmoniji, ter vsi želimo biti srečni. In prav je tako. Srečno.